Slavite Gospoda, vsi njegovi angeli, njegovi služabniki, ki izpolnjujete njegovo voljo. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Janezu. Ko Jezus vidi, da prihaja k njemu Natanael, reče o njem: Glej, pravi Izraelec, v katerem ni zvijače. Natanael ga vpraša: Odkot me poznaš? Jezus mu odgovori: Preden te je Filip poklical, ko si bil pod smokvinim drevesom, sem te videl. Natanael mu pravi: Učenik, ti si Božji sin, ti si Izraelov kralj. Jezus mu odgovori: Ker sem ti rekel, da sem te videl pod smokvinim drevesom, veruješ? Še kaj večjega kot to boš videl. In reče mu: Resnično, resnično povem vam, videli boste nebo odprto in Božje angele gor in dol hoditi nad Sinom človekovim. Poslušali smo Kristusa Evangelij. Mnogi poznate svetišče na jugu Italije, Monte de Sant'Angelo, kjer je cela kamnita gora in se gre notri v hrib v goro in sredi gore je svetišče znotraj v votlini. Iz prvih stoletij krščanstva. In Gospod je storil nešto čudežev. Ne le podan angelu Mihaelu, vsak od nas je doživel že kakšno obvarovanje, kolikokrat bi lahko se zgodilo kaj narobe. Sam sem doživel več takšnih primerov, ko bi lahko bil mrtev, ko bi se lahko tragično končalo, ali ko bi šli na stran pot, nadangeli nas peljajo nazaj in nas varujejo. In angeli in vsa nebesa, dragi prijatelji, so z nami. Ni prostora za strah. Strah je od hudega. In ko smo danes tukaj, ko sem odhajal od doma iz Štajerske, blizu Ptujske gore, iz moje župnije, so ravno pričakovali ob 4 popoldan svetovnega prvaka, ki iz naše župnije, iz Makov, Tim Gajser, v motokrosu zmagal, postal svetovni prvak. Danes večer ob 4, še se pozdraviti, potem se moram držati. Bolj pogledati pravzaprav. Smo prijatelji, osebni prijatelji, fant, ki je redno pri maši, ko je doma, in njegova cela družina, ki goreče molijo vsak dan in garajo in delajo in vadijo in trenirajo in ki se ne sramuje svoje vere, že ko bi star 17 let in dosegal odlične uspehe. In njegov oče 6-kratni državni prvak v motokrosu. In ta sin, ko so na štartu zadnje minute, in cel svet, kamere vsega sveta so usmerjene v njih. In mnoge televizijske hiše po vsem svetu na svetovni prvenstvi prenašajo. Fant sname svojo čelado, se pokriža znamenjem Božje ljubezni, to je znamenje križa, kar je Gospod bil pripravljen storiti za nas. Se pokriža pred vsemi, brez vsakega sramu, zapre oči, skloni glavo in moli kakšni 2 minuti k Bogu, da mu on da blagoslov. Zatem se zopet dostojno pokriža, vrne čelado na svoje mesto in gre voziti. Danes je svetovni prvak, pri 19 letih. Tudi to je, gledajte, Božja zmaga, tudi to je Božje delo in zmaga molitve.
Dajmo Jezusu in čudovit aplavz za vse naše zmage po molitvi, ki nam je dal. Pred leti, ko je bil seminar pater Rufusa, ki sem ga že omenjal v Mariboru, v dvorani Leona Štukla, slavnega olimpionika, bilo nas je tam nekaj tisoč noti v dvorani. Prišel sem, seminar je že potekal, pater Rufus, duhovniki so okrog spovedovali in kmalu pri vhodu me primejo. Reče, ti si duhovnik, bil sem komaj 2 leti duhovnik in me potisnejo v prvo garderobo notri od vhoda na desno. Ko je pater Rufus molil za osvoboditev od vplivov zla in nekatere začelo metati, trgati, vse sorte se dogajalo, nekaj posameznikov od nekaj tisoč ljudi. Te ljudi so omaknili, da ne bi strašili drugih ljudi tam, kar se dogajalo. In mene potisne tam noti je bilo morda 5 obsedenih ljudi, okrog njih še 15-20 lajkov, ki so skušali držati, da jih hudič ne polomi, kot otovče, ko govori vse sorte, kar dela z njimi. Mene so potisnili tja not, nobenega duhovnika ni bilo, vsak ti si duhovnik, ti se tu pomaga, rešuj. Pojma nisem imel, kaj naj dela, nobenih izkušenj, komaj sem kaj malega slišal o tem. In me potisne na dno te dvorane pred eno osebo, ki je razodeval Satan največjo moč skozi njo. Oni so molili tam morda že 1 ali 2 uri. Okrog nje je bilo celo po 7 visokih, močnih moških. Še danes se spomnim nekateri ljudi, ki so bili tam, ko se vidimo, vemo, na kaj pomislimo, kar smo skupaj preživljali tam. In ena krhka ženska, vsak od nas, če bi prejel za eno roko, stisnil pod pazduho, bi bil mir. Če bi bilo vse naravno, pa ni bilo. Ena krhka ženskica premetava 7 dedov okrog, kot da so iz papirja, kot da so iz kartona. In hodič govori čez njo, jaz sem Bog, jaz sem močnejši od vseh vas, jaz sem Bog. In ji premetava in molitev je komaj kaj malega pomagala tam, ko so molili. Potem sem se spomnil, da imam nekje v torbi mazilenje s seboj, sveto olje. Poskusil sem maziliti na čelo, ko sem to poskušal, je začel delati z glavom kot ventilator. In nisem mogel umiriti. Še da poskušala brcniti. Potem so tisti moški in njeni domači moški, tako so vse strani so prejeli to glavo, da sem komaj sem uspel eno zelo revno, skromno znamenje križa narediti nekje v smeri čela. Molili smo na pol ure, 3/4 ure, kar se dogajalo, in druge tudi kakšne razmetavalo, to je bil pa najtežji primer tam. In takrat sem se spomnil na nadangela Mihaela, ki ima danes god, in Gabriel, in Rafael, in drugi nadangeli. In sem se spomnil ene molitve, ki sem slučajno znal na pamet. Se vas povabim, da se naučite na pamet, ali se napišete in molite vsak dan. In sem začel moliti, in tisti, ki so znali, so poprijeli za menoj. In povabim, da sedaj skupaj zmolimo k Mihaelu in hkrati z željo k vsem nadangelom in drugim angelom. Sveti nadangel Mihael, brani nas v boju, bodi nam pomoč zoper zlobnost in zalezovanje hudega duha. Ukroti naj ga Bog, ponižno zato prosimo. In ti, vodnik nebeške vojske, Satana in druge hodobne duhove, ki hodijo po svetu v pogubu duš, z Božjo močjo v peklo pahni. Amen. Mimogrede, papež Janez Pavel II. je kar 12-krat v času svojega pontifikata, papeške službe, močno priporočil, naj molimo to molitev k nadangelu Mihaelu. Kar 12-krat. Papež. To je Božji glas v naš svet in naš čas. In dragi prijatelji,
povabi, da to molimo. Lahko tudi 3-krat na dan, ko zjutraj, polne zvečer, ko molimo Angel Gospodov, ko se spominjamo Gabriela, ko molimo za ozdravljenje, lahko kličemo Rafaela in tako naprej. In ko smo molili to molitev v tisti garderobi, tista oseba, hudič, ki se je razodeval svojo moč v tisti posedeni osebi in deloval z vso močjo tako, ko smo zmolili prvič to molitev, kot da bi jo z mečem presekal tega vraga, ki se je razodeval tako silno močan in mogočen, kot da bi ga z mečem presekal na pol in uplahnil kot zapol skupaj. In smo začeli zopet moliti molitev. Nisem vedel, kaj bi delal. In vsi mi, vsak od vas je poklical duhovno bojo. In da kliče Božja moč in Božja moč bo s teboj. In smo molili drugič. In zopet, kot da bi drugič z mečem zarezal hudega duha. In bil še manjši in še manjši. Tretjič še manjši, 3-krat smo zmolili. Takrat sem videl, razumel, kako silno blizu so nam ta bitja, duhovna bitja. To ni pravljica za lahko noč, to ni za male otroke, da jim povemo nekaj lepega o angelčki, to je resnica. Obstoj angelov je verska resnica, spada v našo verovanje, dragi prijatelji. Oni so resnični, če tudi jih ne vidimo z našimi materialnimi očmi. Oni so blizu ves čas, pokliči jih in zaupaj. In smo molili naprej še druge molitve, tako in še ne bilo konec. Na koncu sem se spomnil nje, ki jo silno častijo in bdijo na njeno čast in spoštovanje na Devico Marijo. Da sem bral v neki knjigi nekega strokovnjaka za duhovnost, eksorcista, za področje zla, da pravi, da je Marija tista, ki je kači Satanu glavo strla. In posebej ona, ker je bila brezmadežna in je Bog vzel v nebesa in sem začel ponavljati tisto molitev. Kot imate na tisti čudodelni svetinici Device Marije, o Marija, brezmadežna spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo. In drugi lajki so poprijeli za menoj. In so zmolili morda 12-krat ali 13-krat, eno za drugim. O Marija, brezmadežna spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo. In tam, ko se gledate nekaj ur, se že skupno molilo, brez kakršnega koli vidnega uspeha ali napredka, ko smo zmolili k Arhangelu Mihajlu, ko da bi Satana presekal na pol, smo videli vsi tam. In na koncu, ko smo začeli k Mariji in še ni bilo tako konec, k Devici Mariji brezmadežni, vsakič, ko smo rekli ne molitev, je bilo zlo manjše in manjše in manjše. In na koncu je ta uboga oseba potrebna pomoči cerkve, ljubezni svojih bližnjih, ležala v naročju svojega moža in svojih domačih na tleh kot majhen otrok, kot da se nikoli ne bi nič z njo zgodilo ali dogajalo. Kot majhen otrok v zaupanju, z blaženim nasmeškom izrazom na obrazu, popolnoma Božje blaženstvo. Glejte, to so nebesa in to so več blizu in želijo, da jih povabimo, pokličemo. Kajti Gospod, Bog je ljubezen in nam je dal našo prečisto Devico Marijo, naše angele in nadangele in svetnike.